Dobrodošli v podkastu. Z vami sem Siolov filmski kritik Igor Harp in danes gostim najbolj metalskega med slovenskimi režiserji in tistega, ki prinaša grozo in strah in gravž v slovenski film in na TV ekrane. Njegova pošast za železno zaveso je namreč prilomastila na TV Slovenija, kjer jo bomo 6 tednov spremljali in prikazuje vzpon in začetek propada dramatizirane zgodbe o serijskem morilcu Metodu Tropcu. Gorkič je znan po filmih Idila, Prekletstvo Valburge in predlanskem večkrat nagrajenem kratkem filmu Smrtna ura, kot član skrajno alternativne glasbene zasedbe Deca Debilane in kot avtor enega najbolj slovitih slovenskih filmskih citatov. Franclu pa žena bo ben ušel. Tomaž Gorkič, pozdravljen s podcasta. Živa. Zgodbo o Metodu Tropcu si se trudil ekranizirati že 15 let. Kakšen je občutek zdaj, ko prihaja končno na televizijo? 10 let, v bistvu. Zdaj to ni glih dejansko zgodba o Metodu Tropcu. To je zgodba o Metodu Štrbcu, ki temelji na teh dogodkih oziroma je navdihnjena s temi dogodki. Zdaj pa, da je to prišlo končno ven, mislim, je to seveda neko veliko olajšanje za mene. Mislim, ker sem koncev že v samem tem procesu za nekaj trenutkov to že odpisal. Sem mislil, da pač tega ne bo nikoli, ampak potem, ko se je to spremenilo v drugo formo, se pravi, ko ni bil to več mišljen kot celovečeren film, ampak ko je nastal kot igrana serija, je prišlo pa do realizacije, tako da super. Ja. Zdaj, Trobec je na nek način del slovenske folklore, to je zgodba, ki je v medijih in javnosti vzbuja eno tako morbidno fascinacijo. Po drugi strani pa bi se marsikdo rad pretvarjal, da so to stvari, ki se niso zgodile. Zdaj med raziskovanjem, kateri del si bolj opazil, kako je Trobec povezan s Slovenijo? Mislim, to, da se ni zgodilo, bi težko rekel, da se kdo pretvarja. Mogoče bolj ljudje probajo to, kaj se je zgodilo, nekako, ne bom glih rekel prikriti, ampak pospraviti pa se dela, da tega ni. Po drugi strani je pa to ogromna fascinacija pri zelo velikem, pri zelo širokem diapazonu ljudi. Tako se mi zdi, da vsak želi biti del te zgodbe. Mislim, ker to se sliši toliko enih zgodb, toliko nekih, tračev, malte, da ne. Vsi so ga poznali, vsi so se vedeli, ampak konec koncev, ko pogledaš, mislim, je ta oseba, se pravi ta realna oseba, ne ta naša, ker zdaj govorijo o realni osebi, je bila aretirana, ne vem, ki je bil star 26-27 let, še niti ne 30. In da je en človek, en posameznik, imel lahko to kontakta s tolikimi ljudmi, se mi zdi mogoče že tako fizično mogoče malo nemogoče. Tako da ja, da je zelo velike te, rekel praktično nekega tega ustnega izročila. Kaj pa je zdaj res, kaj pa ni, težko reči, ne, zato ker tudi rekel, z nekih teh uradnih dokumentov in teh nekih arhivov, kar sem jaz pač v pogledu to, se ta zgodba dejansko nikoli ni, rekel lahko, da bi bila ista, ampak je bilo skozi nekaj drugače. On, na primer, je tudi sam zelo veliko lagal, neke stvari je potem priznal, kasneje že, ne vem, kaj sem za svojo prvo žrtev je pol šele v zaporu priznal, ko je bil že obsojen, ne. Tako da tu dejansko mislim, da noben zares ne ve, koliko žrtev je zares bilo. Mislim pač, koliko dokazanih je pač, koliko jih je, ampak mislim, da jih je bilo v resnici precej več. Ja, v seriji je posebej izpostavljeno, da čeprav je Jugoslavija bila deloma pač kot diktatura, neke vrste država nadzora, imeli smo UDBO pa vse to, je bil pa nadzor nad običajnimi ljudmi praktično ni obstajal. Zadosti ljudi je izginilo, pa niso vedeli kam. To prav se pogovarjata tam dva policista, da pač ki je kdo prijavljen, da je lahko da šel v tujino, lahko prišel kam nazaj drugam. A je možno torej, da je bilo bistveno več žrtev ali pa da je bil še kak drug podoben morilec, ki ni bil Mislim, seveda je možno. Vse glih to je to, kar si samo omenil, kar se te dva
namišljena policaja pač pogovarjata, oziroma inšpektorja, govorita pač o neki realni stvari, ker pač popis prebivalstva Jugoslavije je bil pač narejen šele v 70-ih, da so v bistvu zares imeli nek vpogled, koliko ljudi in kdo kje ne bi bil. In takrat so ugotovili, da v glavnem niti ne vejo zares, kdo kje živi, kje kdo dela, ne vem. Zdaj pa, kar se tiče samega nadzora, mislim, da nadzor je bil, ampak je bil bolj politične narave, se pravi pač v vseh teh nekih firmah ali pa ne vem, pač v nekih zavodih ali kakorkoli, so bili pač ponovadi neki te, kakor si rekel, pač udbovci, se pravi neki te komisarji. Niti ne komisarji, bolj špicli, da bi tako rekel, da nekdo, ki poroča, naprimer, kaj se vem, zdaj naš kamerman je špicel, naprimer, in pol pošle poročilo, kaj so se midva pogovarjala. In zdaj, če so midva... Mislim, celo snima ga. Ja, mislim, tako, ampak to hočem reči, v bistvu, da je bilo bolj na tak način, ker jaz, naprimer, sicer bom rekel, da je Jugoslavija, sem glih tako dobro okusil, da sem malo videl, ampak pač seveda se nekako zmeraj vedeli, kaj sem rekel, v tistem bloku, ki so z mamo živela, se točno vedeli, kjer je pač ta gospod, ki mogoče malo kaj kdaj zapiše, pa komu kaj pove. Ampak se pravi, to je bilo predvsem bolj iz neke te politične, pa tudi pol v tem času, se pravi, rečemo v 80-ih, ki se že malo bolj zavedam svojega obstoja, je to že zelo, zelo upadlo. Jaz mislim, da je to bilo bolj pač 50-ta, 60-ta, pa pol, ki se ve, ko so pač te politične zapornike maltretirali in tako naprej. Tako da to je tako zelo, ni bilo rečemo, naprimer, kaj sem tako, ne vem, v Poljskem ali pa ne vem, ali pa v Rusiji, pač, ampak je bilo mogoče malo milejša oblika tega, ker vseeno se mi zdi, da je pa nekako za nekega navadnega človeka, ki v bistvu pač ni imel nekih strašnih političnih afinitet, po mojem bilo lahko življenje čisto normalno, mislim, ni občutil, Ja. Kaj pa je drugače te najbolj presenetilo med raziskovanjem teh arhivov? Katere stvari so se izkazale za neke povsem drugačne, kot je bilo splošno prepričanje? Mislim, me najbolj presenetilo to, koliko je bil že takrat človek lahko nek določen posameznik, pač potisnjen na rob družbe in koliko je v bistvu ga je družba ignorirala. Se pravi, pač to je predvsem bilo bolj povezano z nekim, rečemo, finančnim stanjem, kar je danes še bolj izrazito, da pač, če si bil ti bolj reven, si bil nezanimiv. In jaz se še spomnim, rečemo, teh krajevnih skupnosti, pa teh nekih barov v krajevnih skupnosti, kjer so te fotri popivali v tistih modrih halah cele dneve in večere. In tega je bilo dejansko zares. Pač, ljudje so veliko več, ne bom rekel, da so bolj nezdravo živeli, ker konec koncev tudi danes ne moram reči, da nam v trgovinah ponujajo pač neke zdrave stvari, ampak veliko več se mi zdi, da se je pil. Ok, mogoče se danes ljudje več drogirajo, kot so se takrat. Ampak to, ja, je bilo to ta pijača je bila povezana s tem nekim družabnim življenjem, ki je pa mogoče ekskaliral tudi v alkoholizem in v bistvu to me je presenetilo, da v bistvu koliko družba, glede na to, da je skozi poudarjala to skrb za posameznika, pa smo bili pionirčki, pa smo bili, ne vem, mladinci, pa ne vem koga vse, pa da smo pač del te družbe in pripadniki in vi ste pomembni, naprimer tako, kot danes, ki nam govorijo, zdaj so volitve, vsak glas šteje, in tako podobne stvari, samo da so imeli mogoče nek drug ideološki predznak, ampak v bistvu isti princip. Na koncu, ko pa bi mogla pač, se pravi, ko bi mogel sistem ali pa država poskrbeti za nekoga, ki ima probleme, pa ni, je pač se stran obrnila in ga je pustila tam. V bistvu to me je presenetilo, koliko je bilo teh nevidnih ljudi, koliko je bilo tega nevidnega momenta in v bistvu pač nekega razkroja družbe, ki se dogaja vsem pred očmi in to noben ne reagira. Tukaj ne gre samo za te nevidne ljudi, ni zgolj mišljen metod, ki je pač zapadel v svoje težave, ampak tudi njegove žrtve, ki so izginile brez, da bi jih sploh iskali. Mislim, so jih, te, ki so jih prijavili, pač, ki so imeli pač neke svojce, ampak rečemo njeni, ki so bili pa že bolj globoko, rečemo na temu roba družbe, pa jih niso. In tudi dejansko tudi sama policija oziroma miličniki takrat, ki so bili, nekako niso imeli vzvodov, se pravi, načina, kako bi to iskali, niso znali tega delati. Ker tudi, naprimer, to sem videl v samem muzeju,
slovenske policije, koliko imajo rečemo tega arhivskega materiala, ima to izredno malo. Mislim, to je par fotografij. Tako, ne vem, danes bi bilo to verjetno kup giga arhivov tega, ne, tam je pa, ne vem, zdaj, okay, na pamet rekel, ne vem, mogoče 20 fotografij vsega skupaj. In tudi verjetno niso oni takrat nekega, ne vem, jaz zdaj malo špekuliram, no, ker vse je tako, ne morem zdaj to glih trditi za gotovosti, ampak se mi zdi, da pač oni niso delali profila, kakšen bi bil to, koga on išče, kakšne so njegove žrtve. To je bila takrat čist nova znanost v bistvu še, ne, tako, ki še sem ni prišlo. Ne. Mislim, da v ZDA so razvijali te teorije, se tudi tisti seriji, kaj že Mindhunter, ne, na Netflixu, ki se dogaja nekako 10 let prej mogoče, ali pa 5 let prej, ampak je to čist nekaj novega. Ne. Tukaj je dosti logično, da niso vedeli. Ja, in v bistvu ta primer je bil pol nekako učni primer, pa za kakšne še inšpektor oziroma detektive, raziskovalce ali kakorkoli. Ker to pa tudi, jaz sem tako tudi v času, ko sem to začel delati, sem videl, da je bil prav en trend v filmski industriji, da se je začel delati pač te neke serijske morilce v socialističnih, komunističnih sistemih. In to so imeli in Romuni, in Madžari, in Rusi, ne vem, tudi tale Hakim, kaj je že ta nemški, ki je to Die Golden Suche, Zlata rokavica, ki je naredil, naprimer, ki so dosti podoben čas, pa rečemo nekako isti nek ta političen segment, pa vsi so na nekem temu robu družbe, ne? Ker očitno je v teh sistemih blagih v bistvu največji problem, da tam na robu družbe ni nobenega nadzora zares, ne? In se tam lahko pač počel marsikaj, marsikdo. Ker tudi, naprimer, mogoče, če se spomniš tega filma Child 44, sicer ameriški film, kjer pač čist podoben problem, ne? Ker naprimer pač politkomisar reče policistu, temu raziskovalcu, rekel pač mi živimo v raju zločina ni, ne? In so se dogajali. In tukaj jaz mislim, da je dosti podobno ta neka mentaliteta bila, da pač to se pa pri nas ne more zgoditi. Ne? In konec koncev je to še zmeraj tudi isto, tudi danes neka problematika, ki se zgodi v družbi, ne vem, rekel pač, ko se medvrstniško nasilje ali pa ne vem, pač neke take stvari, ki se danes zelo veliko izpostavljajo, se pač jih 2-3 leta v bistvu malo negira, dokler to ne eskalira pač v neki res groznega, ker noben več ne more noben tega ignorirati, pa se začne pa s tem ukvarjati. Ampak ponovadi je takrat prepozno. Prej si omenil alkoholizem. Ta je močan simbol že v idili, ko se gre v bistvu za pridobivanje alkohola. In tudi tukaj v Pošasti za železno zaveso ves čas vidimo tega metoda, kako zliva vase žganje. A se ti zdi, da se je ta odnos spremenil od takrat do danes, ker ravno to ful izstopa, ne? Kako močno ga pijejo. Ne? Danes, tudi sva že prej rekla, ni tako občutka, da bi ljudje tako močno se zapijali. Ali misliš, da se družba spreminja ali da se skrivajo bolj te stvari? Jaz mislim, da ne, da je samo v bistvu bolj drugače zgleda, ne? Da pač danes so to neke tekočine obarvane, malo bolj to bolj lepo zgleda, ampak še zmeraj pač noter so to močne žgane pijače, plus to, kot sem rekel, danes se še ljudje veliko bolj drogirajo. In v bistvu potem, ko oni, ne vem, jemljajo pač te neke droge, zdaj ne vem kaj, zdaj to je to kokain, ne vem kakšni praški, pač tablete, in pa, ko se to kombinira z alkoholom, je v bistvu alkohol sam nek dodatek, ne. Tako da jaz mislim, da se to, mislim, ker koncev ljudje, odkar smo alkohol iznajdeli, ga uživamo in mislim, bolj problem je, ker ga jaz tukaj vidim, je to prekomerno uživanje alkohola, ker se začne pač dogajati to, ker začne ljudje doma piti, ne, in ne vem, in so to pol, ne vem, cele družine zapite, naprimer sta oče in mati oba zapite, imajo doma, ne vem, 3-4 otroke, ki seveda pač jim ne morejo nuditi neke normalne vzgoje oziroma pač jih postaviti v neke normalne osebe, se mogoče zdaj lahko modelam krivico, ne. Ampak jaz mislim, da pač ljudje, ki so non-stop pijani ali pa zadrogirani, so pač v nekem drugem stanju zavesti, pač niso trezni, niso normalni, zdaj pa ne.
Pa ne bi rad moraliziral, ampak predvsem se mi zdi, da v Sloveniji je to dosti prisotno, a ne. To je bil, rečemo, do tega je bilo tudi v idili, sem se rečemo s tem, ker se mi zdi tako, da v bistvu v teh nekih lepih krajih, v katerih mi živimo, a ne, je ogromno teh zapitih ljudi, ki v bistvu pa ne bi rad sodil zdaj. Mislim, vsak počne s svojim življenjem tisto, kar hoče, a ne. Ampak se mi zdi, da na tak način ga uničuješ življenje, v bistvu ga vržeš stran, zapiješ ga, zaliješ ga. No. Ja. Ne, to se mi je vedno zdelo v idili, da je zelo tak en močen, ta alkohol, en tak močen družben element, ki bi ga pač lahko dali vzporedno s temi sodobnimi grozljivkami, ki mislim, da so celo malo kasneje prišle ven, kot je Get Out, pa vse te, ki so, kako se reče, povzdignjen horor. Ne? Da kljub temu, da je v bistvu idila še vedno klalnik, slasher, ima pa že to eno močno noto. Jaz mislim, da vse te neke boljše grozljivke, se pravi, sploh rečemo neki malo bolj renommirani avtorji, kot so Cronenberg ali pa ne vem, Carpenter, pa še kdo drug, no, zdaj, da ne bom našteval, so se zmeri malo ukvarjali tudi z družbeno noto, ne, da je bila pač neka ta, zdaj mogoče sicer prikazana, enkrat mogoče bolj čez črn humor, drugič čez nek absurdno nasilje, ampak predvsem se mi zdi zanimivo pri grozljivki to, da je pač nasilje obrazložen in da je tam z nekim razlogom. Mislim, jaz osebno ne maram teh nekih slasherov, kjer se pač tam meni pride pa neki kole. Mislim, to se mi zdi pač nima, ne vidim nobenega smisla v tem. In se mi zdi, da je dobro, mislim, sploh tudi rekel, pa vsaki neki tej umetniški stvaritvi, zdaj je to film ali fotografija, ali glasba, ali slika, ali kakorkoli, da pač je dobro, da tudi avtor nekaj pove. Ne? Mislim, zdaj, kaj to je to seveda, mislim, da izbira vsakega avtorja posebej, ampak da je, no, da tako, in tudi mene osebno to zanima, da pač nekaj povem še zraven. No, zdaj, mogoče komu to ni všeč, mogoče se komu zdi kdaj to absurdno, ampak jaz drugače znam. Mislim, kar se tiče alkohola pri tem Prekletstvu Valburge, tvojem drugem filmu, pa ravno dva lika, ki cel cajt pijeta, preživita. Ne? Ja, to je bil... In sta še Avstrijca povrh. Nemca, ja. Mislim, to je bilo malo... Valburga je bil bolj... Tam se si res v bistvu zaželel narediti en ta... da rečemo temu nek comedy slasher, ker pač vseeno, rekel sem, otrok teh 80-ih sem gledal ogromno teh filmov, ne vem, Street Trash, Bad Taste, ne vem kaj vse. In je ta v bistvu absurdno nasilje, ki je povezan z nekim humorjem, ne, ker ni zdaj ta, kot naprimer se je zdaj razvil v zadnjih 10 letih, da se rata zombi komedije, ki jih moram priznati, da je to za moje pojme uničil žanr, pač ne moram tega gledati več, 2-3 na začetku, ampak zdaj pa je vsak zombi neka komedija. No, ampak pri tem nekemu slasherju se mi zdi pa glih to, ker je, naprimer, tam smo se ukvarjali s tem, s to razprodajo Slovenije. Ne. To, kako Slovenijo skozi razprodajamo, pač prodali smo vse, kar smo imeli in v bistvu zdaj še zadnjo stvar, ki imamo, je to v bistvu naša narava, je v bistvu prodajamo in pač probamo nek ta turizem sfurati. In tukaj ste gre te dva brata, se pravi Drevenšek pa Mandić, ker pač po domač povem, sta totalna kretena in v bistvu se samo razmišljate o tem, kako boste čim bolj zaslužila in opljačkala vse skupaj, kakšne posledice pa to za sabo pušča, se pa s tem ne ukvarjate. Ne? In zaradi tega imamo mi tudi polovno družino, ker je v bistvu neke vrste alegorija na Kusturico v to underground, ker so oni tudi živeli noter, te so pač tudi živeli, samo da živijo s temi našimi slovenskimi travmami. Se pravi pač partizani, domobranci. Zaradi tega tudi ta glaven lik je pač malo nacistično oblečen, malo po partizansko, v bistvu je pač, rekel, ni za vsakega to, no. Mislim, da to vsak ne razume. Mislim, pač pokaže absurd. Absurd, ja. In oni tudi v bistvu govorijo neko izmišljen jezik, neko izmišljeno slovenščino. Mislim, če ga dobro poslušaš, ga mogoče res lahko celo razumeš. Ne. In je bil to se mi zdi zanimivo, no, da na en tak način se to prikaže, kot da marsikdo tega ni videl, ne pač to videl sam kot pač kot neko brezvezno klanje, ampak ja, mogoče sem pa to slabo pokazal. Meni je bil zelo, zelo zabaven film, mislim, zabaven pač. Ta družbena nota je zelo vredno prikazana, pa
ta dva lika, ki jo igrata Tanja Ribič in Jonas, Jonas, ja. sta super. Hans pa Elza, ko v bistvu ona ima tudi ime po tej Elza She-Wolf of SS. Mislim, tako je zelo velike tehniki, veš, in pa tudi rečemo, kaj sem ti gotičari, ki pridejo vampire lovic, v bistvu pač vsi narejeni na to finto, kakor so bili iz, ne vem, podzemlja, pa z teh nekih vampirskih sak. Tako da vsak ima neko to, ne vem, in pol, naprimer, kaj sem v teh slasherjih zelo veliko, vsi, ki imajo seks. Ja, potem umrejo. No, tukaj se rečem pol te ruski porno umetniki. In je tako, no, v bistvu je en tak omaž vseh teh absurdov iz grozljivk. V seriji, to smo že omenili, Metod ima drug priimek Štrbec, spremenjene so imena žrtev, vseeno pa sledi dosti natančno temu dogodku, kolikor je znanega. Torej, od njegovega otroštva do tega, da je pač imel te zdravljenje z elektroterapijo, tako imenovano zdravljenje, do življenja v Nemčiji in dela v metalki. Mislim, ene te stvari so. No, mislim, tako bom rekel, da neke te časovnice so postavljene, ampak dejansko pa razvoj, pa karakterizacija lika je pa popolnoma izmišljena. Ker v bistvu to so vse moje osebne neke špekulacije, zdaj kakšen je imel on odnos z mamo, zares se pravi Trobec, mislim, da noben zares tega ne ve, razen njiju dva, ker sta mislim, da že oba pokojna. Tako da to je vse postavljen po nekih mojih videnjih in zaradi tega to, se pravim, ni resnična zgodba in ne more biti. In tudi, ne vem, in tudi žrtve niso to te žrtve, ker jaz ne vem, kdo so bile tiste osebe in jaz ne morem zdaj postavljati nekoga v nek položaj, če dejansko zares ne vem in nimam nekega ozadja, na katerega bi se lahko zares obesil. Tako da, tukaj noter so v bistvu bolj rekel, da se na kar se zares navezuje, se rečemo, kaj se vem, obleke, kakšne so nosili, ne vem, kakšna je registrska številka tablice na njegovem vozilu. To je dejansko isto. Ja. Mislim, ker sem šel toliko detaljno, no, da sem res in nisem se pa odločil, da mi rečemo te detajle obdržal, ker se mi zdijo zanimivi in ker so pa seveda tudi imajo svoje ozadje, ali pa ne vem, kakšne barve bil njegov avto, ali pa ne vem, ko on bere tisti Lunin Exodus. To sem dejansko prav isti ta roman, sem ga na Hrvaškem nekje prek interneta dobil kupil za 6 €, sicer meni se je to blazno ugodno takrat, ampak nenadomestljiv rekvizit, ker tega istega sem jaz videl v policijskem muzeju, kjer ga hranijo, kjer si on počrtoval noter v tekstu način, na kakšen način se bo trupel z nebo. In se mi zdi to zanimivo, v bistvu, da pač to je en tak detajl, ker se ti vidiš to za 3 sekunde v seriji, kako on to bere in si nekaj noter počrtuje. Ampak v bistvu, če mislim tako, jaz sem to 600 km je to mogel do mene potvati, rabil sem 2 meseca, da sem najdel 14 dni, da je do mene prišlo, zato da se pol noter v seriji pokaže za 3 sekunde. In tega imamo zelo veliko takih nekih stvari. Ampak ja, zdaj nekdo bo to opazil, nekdo ne bo, mislim, to ni zdaj... Mislim, se ni vsaka stvar namenjena, da se opazi, ampak vse skupaj pa naredi film ful bolj bogat. Meni se tako zdi, da je to pač neka celota, pač ti detalji, ki se stavijo to neko celoto, ker to, mislim, jaz ne bom sedel zraven ljudi, pa jim razlagal, le to je to, pa to je bilo to, ampak pač nekdo bo vedel, nekdo ne bo. Ja, pol pa bo nekdo napisal trivio na IMDb. Zdaj pred serijo obstajal scenarij z Luko Cimpričem, ki bi naj bil v glavni vlogi, in potem SFC tega ni podprl, vseeno pa sta posnela tisti kratek film Metod. Kako bi se pa ta neposneti film razlikoval od tega, kar smo zdaj dobili? V bistvu to je bil celovečeren film, takrat mišljen, narejen in v bistvu film bi se začel, ko on pride z Nemčije nazaj, in se končal, ko ga aretirajo. Ker je seveda en del tega tudi v seriji zdaj, rečemo zdaj v prvi sezoni, mislim, da zadnja 2 dela sta del iz tega filma, pa v drugi sezoni bosta prva 2 dela del tega filma. Tisti film je pa nastal predvsem zato, ker sem že ne vem, kjerič to prijavil, in potem, ker sem dobil nazaj obrazložitve od
teh strokovnih komisij, sem jaz občutek, da ne govorimo istega jezika. Oni so meni govorili v nekem dokumentarnem slogu in ne vem kaj, ki je bilo meni tako absurdno, ampak jaz sem že takrat v bistvu v te detajle šel, v to, kaj vidiš, kako tam vidiš in ne vem, in je pač to nekdo očitno tako bilo razumel, da sem jaz tako napisal to ali kaj sem kaj in se mi zdel, ko smo dobili pač neke sredstva za razvoj projekta, se mi zdel pač tako, da dajmo vložiti rajš v nek teaser, kratki film, narediti, da se pač vidi, ne, da kakšen bo stil, ne, kako bo, da ni to zdaj nek dokumentarni film, ampak da je to v bistvu pač atmosferski drama thriller, ne. No, smo pa to naredili, seveda je Cimprič je bil tako vedno od začetka mišljen kot metoda, ne. Pa je toliko časa trajalo, da je v bistvu prestar rato za to. Mislim, pač in tudi človek je izgubil tudi interes po eni strani. Ne? Mislim, veš, to, pa smo se zdaj prijavili, pa spet razočarani, pa smo se zdaj prijavili, se pravim, še sam sem v bistvu v enem trenutku, mislim, dosti tega ne bom svet s tem ukvarjal. Pač zdaj cel življenje za enega psihopata zagonil. Mislim, pač nisem izdel tako. No, smo tisti filmček naredili, ki je v bistvu pa zelo dobro izpadel, boljš, mislim, tako, je imel tudi neko tako formo, da bi lahko bil kratki film in sem se pa odločil, dajmo to pač smemo, vsaj kratki film, če že ne drugega umeli vse to. Tako da to je to, ja. Torej, ja, veliko dela je bilo tudi vloženega v narečja. Kako ste se tega lotili, koliko dela je bilo zdaj? Ste samo, pač Metod Trobec je bil, vemo odkot, torej lahko govori on ta, ste tudi za druge iskali, da so raznoliki ali tudi potem ostali niso rabili? Mislim, Mandičev lik, ki so se tudi se ga komaj da razume, kaj pove. Ja, Mandič pa Saša imata zelo, pa ta porodnica. V bistvu, jaz sem si želel na začetku, da je malo bolj ta starinski arhaičen jezik, ki je pač se navezuje na neko narečje. Naprimer, to sem že naredil, da v bistvu sem skombiniral gorenjsko pa dolenjsko skupaj, da ni glih logično, iz kje slišiš tukaj in klej. Jaz sem še eno podobno. Štimungo sem v bistvu naredil, da sem skombiniral malo to notranjščino pa mičken gorenjščine zraven, da spet, ker nisem želel postavljati neko točno to območje, pa tudi tako mičken malo nesmiselno se mi je zdelo. In v bistvu v prvih parih delih, se pravi v prvih dveh delih, govorijo zelo tudi ta starinski arhaičen jezik. Naprimer, to je bilo zanimivo. Julijan, ki igra mladega Metoda, on ful besed sploh ni vedel, kaj to pomeni. In tako sem zelo kako ne veš. On naprimer ni vedel, kaj so miličniki. Ja, tako, ampak pa po drugi strani se mi zdelo pa čisto logično, vse kako če pa vedeti. Stari 13 let, mislim, miličnikov ni že 40 let več, skoraj ne vem, kje bo to vedel. In je bilo tako zelo veliko nekih takih stvari noter, ampak seveda pol glih igralcem, kakor se, ne vem, Marko Mandič pa Saša Perlin Stošič, je bil to ogromen izziv. In smo se zelo veliko ukvarjali s tem jezikom. In tudi bolj, ko Metod prihaja, bolj, ko gre on proti, rečemo, mestu, urbanem načinu življenja, on zgublja to počas. Tako, kot nekako tudi je. Naprimer, kaj sem ljudje, ki pridejo v srednjo šolo iz nekih drugih krajev, rečemo, na konc faksa, če naprimer ne ostanejo v Ljubljani, zelo zgubijo ti svoj narečje in povzamejo malo več tega jezika. Tako da sem šel v tej smeri, in zelo veliko smo se ukvarjali, se pravim, predvsem je bilo najbolj smešno, ker je enkrat Mandič prišel na vajo in je znal v nula vse to, in pa je Saša čisto vam padla. Kdaj si se ti to naučil? Jaz se ne znam. In pa mi tako zdaj 3 ure individualne, mislim pač 3 individualne vaje, da se bom videl, tudi jaz hočem tudi to znati. Mislim, in to je dobro, zato in so pa tudi oni bolj pristni in pa enkrat, ko ta narečje obvladajo, ga tudi dobro interpretirajo. Ja, pa je dosti lažje odigrati vlogo tako. Pri Mandiču res vedno da toliko energije vlogo, sploh ko lahko nekoga tak over the top, da tako rečem, igra tak nekoga pretiranega. Jaz se mislim, da je kar užival v tem, da mu je bilo kar všečno. Isto je rečemo Sara Huržin, tak igrate Rodiljo, je tudi rekla tako,
da je to dobila, ker je rekla, jaz sem si predstavljala svojo babico in pa sploh to, kako je govorila in je prej rekla, sem bom kar svojo babico oponašala. Ampak je seveda bilo to, je pasalo v trenutek tam, ker je bila tudi mišljena taka gajstna ženska, ki je mogoče malo verna, ne ve točno, kaj se dogaja zdaj, kjeri so zdaj na oblast, ta so Unija, ali so kjeri so in zdaj to vse po otrok se klerujevajo. Mislim, da je tako, no. Da ni posiljena, no, da je mičken bolj naravno, da so vse te situacije, se pravi, da ni ta narečje tam zato, da bo nekaj ulepšval vse skupaj, ampak da paše v tisto sliko in to atmosfero. Absolutno. Če bi zdaj govorili knjižno slovenščino, tam bi bilo zelo... Malo čuden bi bilo. Ali pa sodobni slang. Ja. Kako pa je bilo potem Svita Stefanijo izbrati, kako se je on izkazal primeren, pač tudi gre za starost, ampak vseeno zastavljeno je bilo v osnovi za Cimpriča, ki je komik, Svit Stefanija pa bolj dramski igralec, pač glede na to, kar je doslej prikazal. Je bila tu potem kakšna razlika? Mislim, to bom zdaj težko rekel, ker v bistvu s Cimpričem smo naredili samo tisti kratki film. Mislim, razen drugih stvari, ki smo še delali. On igra tudi seveda, to se mi zdelo, prav sem mu rekel, da imam klejne 2 vloge, izber si, kjer bi rajš imel, mislim, ker se mi zdi pač nepošteno, da te ne ker mislim, ni to res tako nehigienično, bi se mi zdelo. Svit je pa ta nova mlajša generacija. Jaz sem rekel, da se je zelo, zelo dobro odrezal, sploh za nekega, rekel, tacga, pa nočem zdaj biti pokroviteljski, ampak vseeno ni še toliko izkušenj. Sama vloga je bila precej zahtevna. Mislim, za moje pojme se tudi zelo veliko delala, ker sem imela, mislim, da skoraj 4 mesece, pa tam nekje 4 mesece predpriprav za vse to, ker z njim sem se tudi veliko, z njim je bilo sploh treba veliko z jezikom treba delati, ker oni mogo spreminjati jezik največ od vseh, ker naprimer pač mama pa, ker Franc skozi ostajajo isti v istem okolju. On je pa mogo to in je bilo pa treba par besed not obdržati, ki jih je on skozi, ker tako tudi je, ker tudi če nekdo, naprimer, tako kot sem rekel, pač se preselil v Ljubljano, živi tukaj 20 let, ampak še zmeraj, če se malo dlje časa s tem človekom pogovarjaš, slišiš par besed, ki vidiš, da slišiš, da iz nekje druge prihaja. In je bilo treba to nekako obdržati in to bilo rečemo sam, kar se tiče interpretacije teksta. On je imel pa ogromno prizorov, kjer nič ne govori, ker mora on v bistvu iz svoje pojava vse narediti. In pač vse te emocije, razne frustracije, to je bilo kar, kar, mislim, kdaj so bile tudi tvoje kar naporne, ker je bilo pa tako, mislim, zdaj bo pa ti 3 ure mi enega psihopata špili, mislim, in to, mislim, da njemu ni bilo tudi kaj preveč lahko, ampak se mi zdi, da sva čisto lepo to speljala, on je ostal čisto normalen človek, mislim, da mu je bila tudi zelo dobra izkušnja to, rekel, za neko nadaljno kariero, ker jaz sicer sam upam, da ga ne bo to preveč zaznamoval kot, ne vem, Hatos pa ti bil pa Metod, ne. To pa koristite, hkrati je v seriji na Pop TV-ju glavni romantični junak, tako da mislim, da se to kar uravna. Ja, se tukaj to je imel izkušnje, ker on je mogel tudi zapaljevati v naši seriji, ne. Smo se pa malo hecali, to se te pa tam naučili, zdaj ne rabiš tega več. Mislim, se pravim, ker vse mora biti pa pri toliko težkih zadevah, če nimaš malo humora zraven, ko delaš, ne preživiš. In tukaj smo s takimi stvarmi si pa mogoče malo lažji neke stvari naredil, da ni to grozen bilo, ker najhujše bi bilo to, da bi bila rečemo cela ekipa pod neko psihozo, ne vem, kaj bi naredili pa. Shining posneli. Tam znano so bili vsi precej pod stresom, razen tistega, ko je igral otroka. On pa sploh ni vedel, da je v horror filmu. Ne vem, jaz osebno nisem, ne verjamem take stvari. Mislim, da je vsekakor boljš imeti zdravo delovno okolje, ne glede na to, kaj počneš. Torej, serija obsega del te zgodbe. Kdaj lahko pričakujemo drugo sezono? Je že v pripravi, je že odobrena? Kak je
odvisno od rejtingov? Ne, ker Televizija Slovenija ni, je v bistvu samo koproducent manjšinski, največji finančni vložek je dal tukaj Slovenski filmski center. Mi smo se zdaj glih prijavili na ta razpis, mislim, da se je glih konec februarja zaključil. Zdaj za drugo sezono, to je pa zdaj odvisno od njihovih programskih komisij. Jaz bom rekel, jaz upam, da se jim bo zdelo to vredno, da se financira še druga sezona, da se lahko pač to zaključi, kako je treba. Rekel, tako, po teh nekih naših standardih, pa kako to gre, rekel, da v 3 leta pa ne, mislim, žal. Koliko del zgodbe njegove pa obsega to potem, kje se potem približno zaključi z aretacijo, tako kot bi se film, ali je še sojenje? Smrtjo. Tudi še zapor, pa tako. Komplet, v bistvu jaz sem se odločil, da grem od rojstva do smrti. Pa ne zato, da bi zdaj to nekaj jaz glorificiral, ampak se mi zdi zanimivo, da v bistvu prikažeš, kako človek gre v propad. S nekimi temi svojimi dejanji in kam to človeka pripelje. Pač seveda obstajajo različne oblike teh dejanj, ampak gre se za to, da škoduješ drugemu človeku. Zdaj, ali mu škoduješ tako, da ga prevaraš s finančno prevaro, ali ne vem s čem, ali pa da mu pač storiš silo in na koncu koncev je zmeri nekdo žrtev. Tako. Ja. Kljub Morani pa Vampirju z Gorjancev je za mnoge Idila prva prava slovenska grozljivka in zdaj ravno lani minilo 10-letje od premiere. A se ti zdi, da je grozljivka pa žanr nasploh v Sloveniji bolje sprejet od takrat? To ne vem, jaz mislim, da je grozljivka itak v globalnem smislu pa gledalcu zelo dobro sprejeta, ker če tako gledaš rečemo v zgodovini filma o razvoju samemu, je grozljivka itak od začetka že prisotna. Jaz to zmeraj pravim, da pač tudi prihod vlaka ne postaja grozljivka, zato ker ljudje so bežali ven, ker jih je bilo strah, ker so mislili, da jih bo vlak povozil. In je pač grozno je bilo to za njih. Zdaj, ker ni grozljivka, ne pomeni zmeraj samo, da mora biti, ne vem, kri pa čreva, ampak je pač več različne groze, ti lahko vidiš. In se mi zdi, da tudi kot sam žanr se zelo dobro prilagaja nekemu trendu, ki v svetu gre naprej, kako to gre, ker naprimer, kaj sem, če se spomniš pač teh starih pošasti, ne vem, ali Frankenstein, Dracula in tako naprej, ki se zmeri znova vrača, naprimer, glizali smo imeli in ti zmeri znova zapakirajo v nek novo embalažo, ampak jo zmeri jih prodajo. Zmeri gre in vsakeč je zanimiv. Tako da jaz mislim, da grozljivka je nasplošno v Sloveniji pač čisto dobro sprejeta. Zdaj, itak sam obisk v kinu je tako zelo težko ga je to ocenjevati, ker pri nas mislim, da ta kinokultura zadnjih res 15-20 let orankumira. Ampak pa to, ko gledaš, kaj s tem, to, kar pa gledajo ljudje po televiziji ali pa prek teh video on demandov, pa to so pa to verjetno precej boljše in večje številke. Se meni je zanimivo vedno, kadar grem gledati grozljivke, ko pridejo, sploh te, ki ciljajo na najstnike, četrtek zvečer je skoraj razprodano. Je pa tako, da potem med tednom tudi pač grozljivke imajo načeloma manj projekcij, ker jih dajo samo zvečer na program, ampak delež vseeno ne prinese tako veliko kot risanke, ker tudi pač manj ljudi vseeno gre gledati. Ampak vem, da pa tudi slabe grozljivke, ker vem tisti, kaj je bil Five Nights at Freddy's, tisto je bilo čist polno, zato ker pač, najstniki so igrali igro, zanima jih, kako bo to in napovednik jim je očitno bil všeč, pa gredo gledati. Ja. Ne, jaz mislim, da je grozljivka skozi v vzponu in skozi ima neko svojo kritično maso. Tudi ogromno se jih posname, od seveda zelo slabih, pa malo manj slabih, dobrih, boljših in tako naprej. In tudi, ne vem, rekel tudi neki te, kaj svem, v nekem temu mogoče malo snobističnem umetniškem svetu priznani avtorji se dostikrat ukvarjajo z grozljivkami. Vidiš pa kdaj seveda tudi kakšne stvari, ki se nekdo tega lotil samo zato, ker je to zdaj trend, pa bi bilo boljše, da se ne bi, da bi to prepustil nekomu, ki to ve, kva dela. Ampak ker je to zdaj in pa ker bo on mogoče imel
projekcijo v Cannesu, pa ne vem še kje, pa da bo pol tam 15 minut ploskal, si to želim, bo on zdaj posnel neko grozljivko, kar je to in mislim, to je pa... Ja, ali pa tudi avtori, ki ne priznajo, da so posneli grozljivko, kot Haneke, recimo, ne. So vsi njegovi filmi grozljivke. Seveda, ne, ampak glih to je to, ne, kakšno razsežnost grozljivka ima, ne, glih to, kar sem rekel. Če ti gledaš, ne vem, ta njegov dokumentarni film V kleti, ne, mislim, da zame grozno, da taki ljudje obstajajo, mislim, da kaj imajo vse noter, ne, in pa rečeš, jaz sem čuden, da ima v Avstriji, ne vem, 5 friclov, ne, in tako da ni vedno grozljivka to, da te mora to nekaj šokirati, ker imaš te šokarje, ne, imaš te neke, kjer dejansko nikoli nič ne vidiš in v bistvu meni se zdi, da je veliko bolj grozen to, da si ti predstavljaš, kaj se je zgodilo, ne, kakor pa da vse eksplicitno pokažeš, ne. Tako da ne vem, kaj sem predili, se mi zdel, sem bil tudi malo mlajši, no, čisto domač povedano, se mi zdel, da v bistvu je fino malo več pokazati, ne. Kar po drugi strani tudi to je dobro delati, no. Mislim, tako bom rekel, veliko imaš za narediti, veš, ukvarja se s to protetiko, v bistvu z nekim kiparstvom, pa z nekimi temi mehanizmi, kako bo to zdaj ta križ pricala. Veš, tukaj ni nekega tega, bom rekel, to se pa tako naredi. Mislim, imaš seveda neko to osnovo, ampak vsaka scena zahteva neko svojo specifiko, ne? In moraš to pol prilagoditi in malo to. In to bi rečem bilo meni zmeri zelo zanimivo, kako to narediti, pa da je to prepričljiv, pa ne. To je bilo meni vedno zanimivo pri filmih Petera Jacksona, pri zgodnjih, pa pri Robertu Rodriguezu, ki je kar direktno, pa vidiš, kak je, pa včasih sta še potem sama razložila, kako sta to naredila, ker se mi je zdelo tako fino, ker sta mogla z nič ponavadi se spomniti, ne. Ja, vse greš, rečemo Peter Jackson, se spomnim tega, rečemo Bad Taste, ki smo ga prvič videli še iz... Na VHS sem iz videoteke in potem smo to gledali mulci, sploh to nismo mogli verjeti, da kaj takega obstaja, mislim, pa tako, ampak je bilo tako bizarno, ampak ne vem, zame ni grozljivka, no. Tist je v bistvu, zame se satira, ne vem, pol kaj sem kasnejši, Brain Dead, je rečemo že zelo dobro narejen, obrtniško je fotografija zelo dobra, tam se že rečemo zelo veliko vidi, kako bo šla cela njegova estetika naprej, ne, ker se v bistvu pač zelo ukvarjajo in samo scenografijo, pa z vsemi temi in je tako lahko vidiš v bistvu to lepoto grdega, no, dejansko, ker rečemo tudi sam Brain Dead, tudi ni spet neka strašna grozljivka, ampak je tako bizaren film, mislim, ampak da bi si pa preslikal, da nekdo živi tako življenje, pa to po moje čisto konec. Potem čist preskok, ki je tudi zelo grozljiv film, ki potem naredil Heavenly Creatures, mislim, da, ne? Ki pa je tragična zgodba spet o dveh morilkah in je pač fantastičnem svetu, v katerega padete, tisto je res en presežek in prav vidiš pri njemu, kak je skozi te praktične stvari se učil, kak narediti on film, ki... Ja, sej, pač pri Heavenly Creatures se ven humor vzel, ne? In isto, če bi rečemo pri Brain Dead, na primer, humor ven vzel, bi bil to lahko zelo obskuren film, bi bil, rečemo, na nivoju, rečemo, te neke obskurnosti, ali ta Texas Chainsaw Massacre, prvi film, ki je tudi pač, ne vem, bolan, no, mislim, tako besedno. Zadnji 2 leti je na mnogih festivalih, vse koliko sem jaz zasledil, zelo navduševal kratki film Smrtna ura, posnet po stripu Kostje Gatnika, v katerem na humorni način prikažeš človekovo življenje od rojstva do smrti in večino teh obdobij upodobijo člani igralske družine Kavaca. Kako je bilo ustvarjati ta film z njimi vsemi, kako je bilo vzdušje, so se tam menjavali in koliko je bil v bistvu sprejet na svetu, po svetu, ker pač koliko vidimo to v medijih, vsake toliko se je pojavilo, koliko je bilo to potem? Jaz bom tako rekel, ta film se zelo drži originalnega stripa, ne. Jaz sem samo mičken malo dodal, se pravi, še malo otroštva, se pravi, izobraževalnega sistema tega glavnega lika. Če sem iskren, ta film niti ni bil na toliko festivalih, zato ker je mičken mejen, ne. Mičken ima to sporočilo precej negativno, no, v bistvu, in nima te neke zabavne note, skaj si malo pa neke, ne vem, a veš, ne
niti ga ne moreš dati na, rečemo, na žanrske festivale, niti ne gre v neke eksperimentalne festivale, tako da je nekje vmes. No. In pol na enih festivalih so ga vzeli, na enega niso. Rečemo, prejšnji kratki film Kurentova luna je bil, ne vem, na 80 festivalih, ki je bil zares tako orang. Ne. Ta je bil pa, ne vem, res ne vem, zdaj imel 15, ker v bistvu za moje filme tako rekel zelo malo. Kar ponovadi se cifra giblje tam nekje med 40 pa 50, rečemo povprečno, mislim, ker se pravim, drugače sploh ne moramo več to niti meriti. Ampak drugače meni sam film, meni je bil ta strip vedno tako všeč. To sem še osnovna šola, mogoče mislim, da mi kar pustijo neke trajne posledice. Ja, mislim, a veš, da to rečeš, si reč, cel življenje bo eno in isto, pa nič se ne bo vmes zgodilo. Ne? In sem tudi želel si a veš, konec koncev sem pa slišal, pa ta film bi bil 5 minut dolg, pa ne vem kva. Sem zdaj tako, fuck life ni dolg 5 minut. Ne? Mislim, če hočeš videti morbido, pa neko monotonost life, pa ponavljanje, se mora to malo razvleči. In je tako pač dolg, ne vem, 20 minut. Res je, se pravim, v 5 kadrih se skozi v bistvu isti, pa se samo ljudje menjajo noter, ne, ampak zaradi tega kama neko to eksperimentalno noto, kakor sem slišal, ampak... Kako so pa bili Boris, Sebastian pa Marek Jakob? Mislim, tako je bilo, jaz sem vprašal Sebata, kaj on misli o temu, prekoš pa boš mogel pa kar vsakega od njih vprašati sam, ne, mislim, ni tako, da so oni zdaj nek ta zveza in polčen, mislim pač, oni so vsak samostojen avtor. In pa sem, ne vem, vsakmu posebej sem ga kontaktiral in se vsem zdelo to ok, sem rekel, bi. In pa smo to naredili. Imeli smo, mislim, da 2 snemalna dneva. Boris je imel celo 85. rojstni dan. Slučajno je tako izpadel. In to je še tako malo skrivil. Pa smo videli, pa se Boris, ti imaš rojstni dan, pa vse. Pač tako. Mislim, sploh pri Borisu se mi je zdelo to, ker je že tako malo starejši človek. In pa, ko je začel tam igrati te infarkte, pa to jaz sploh nisem vedel, kva zdaj, a je to zdaj res mislim, ali ni mislim, zato ker ne veš, a veš, vseeno je pač človek starejši, ne. Pa dober igralec. Ja, pa dober igralec, ne. Mislim, da jaz osebno se pravim, sem bil zelo zadovoljen. Film izgleda za moje pojme tudi dobro, tudi kostum pa scena sta bila dobra. Zdaj pa pač zdaj živimo v neki taki družbi, kjer so bolj zaželene te neke pozitivne vsebine, pa tako bolj moramo govoriti o nekih teh pozitivnih stvarih. In ni to toliko, pač minila so 80 pa 90. Ja, žal. Na hitro še, večkrat si omenil Carpenterja kot enega od vzornikov, oba vaju druži tudi to, da ste glasbenika, s tem, da on dela tudi glasbo za svoje filme. A si tudi kdaj razmišljal, ali pač glasba, ki jo delaš, misliš, da ni? Ne, nisem nikoli. V bistvu na začetku prvih kratkih sem nekaj tako malo, ampak se mi zdi, mislim, dober glasbenik mora biti onda ogromen doprinos in se mi zdi to absurd. Jaz nikoli nisem imel tudi želje, da bi sam svoje filme montiral. Jaz sem jih pač montiral, zato ker sem bil zastonj. Ja, mislim, pač, ok, snov sem to delal sem to, ampak ni pa, da bi si to res želel, da bi bila to ne vem kakšna želja. Ne. Tako da se pravim, glasbenik se mi zdi, da mora biti nekdo drug. Mi je pa rečemo veliko lažje z njim komunicirati, ker vem, kaj pa kako, pa čeprav jaz not ne berem, ne, ampak saj znam razložiti, kaj bi rad, pa ne vem, kako se mi ritmično zdi. Tako da, na primer, zdaj z Davorjem, mislim, da sem zdaj drugič ali tretjič delal, sem blazno zadovoljen, sploh to zdaj v seriji glasba res je stopila. Ja, se sva zelo veliko tudi delala na temu, pa moram priznati, da sem kar veliko težil tudi z nekimi temi orkestracijami, ker on v bistvu na začetku mičken hotel malo to drugače, sem pa hotel, da so orkestracije vsem glasbenikom, je pa bolj to zmer tako, oni pa zmer pravijo, pa to se sliši, da to ni bil orkester, da sem jaz to na synthesizer naredil, ampak ne, mislim,
To jaz razumem, Ja, tako, ja. ampak pač tako je. Mislim, tukaj moramo, to so naše zmožnosti in jih lahko izkoristimo pač maksimalno, koliko jih lahko, in boljš, da jih v to smer, a ne. Tako da ne, nikoli nisem to. Ogromno boljših glasbenikov na tem svetu. Prosto, da zelo dobro imeti več različnih avtorjev, v bistvu delavcev, zato ker oni ne da bodo del namesto tebe naredili, ampak te nadgradijo, v bistvu pač prinesejo neke ideje na neke stvari, ki ti nikoli ne bi pomislil. In zaradi tega je pol stvar tudi boljša, a ne. In to se mi zdi ful boljše, da je pač več in to isto, ok, se pol vsak sektor vtikam, pa bi rad to, pa bi tret, ampak še zmeraj je tista oseba avtor tega in on na koncu reče, ne, tako bo, a ne, in je to pač nek tak proces. Zdaj na bazi slovenskega filma je kot naslednji projekt navedena grozljivka Kurentova luna o morilcu, ki se skriva za masko kurenta. Kaj lahko poveš že o tem, v kateri stopnji priprave je ta film? Vsebini ne bom povedal nič. Pač najbrž je nadgradnja tega kratkega filma Kurentova luna? No. Ja, ker ti se do Kurentova luna ritual je bil na podoben način narejen kot Metod, a ne? Ker isto smo dobili neko nagrado na festivalu Trstu React, ker mislim, da je bilo 10,000 evrov ali nekaj takega, ki bi jih lahko uporabili za ne vem kaj zdaj. In takrat so se pol z Škrjanc producentko odločila, da bomo pa pač naredili en teaser, a ne. Ker Kurent je dosti podobna usoda, se pravi, mislim, tega 7 let, da smo prišli do te realizacije zdaj končno. Mislim, da bomo naredili, da smo prišli, da smo zbrali dovolj financ. Planirano snemanje naslednji januar 2027. Je pa tako, to en tak morbiden thriller, v bistvu niti ni toliko horror. Zelo veliko se navezuje na slovansko mitologijo, ker se mi zdi zanimivo to, vedno, ne vem, gledaš, ne vem, grško, rimsko, ne vem, kjero skandinavsko mitologijo. Mi pa nikoli o tem ne govorimo. Oziroma, zdaj zadnje čase sem videl, da se je začelo to nekaj malo pojavljati. Ne. V fantaziji so začeli avtorji vključevati slovansko. Jaz sem pa to 7-8 let začel nazaj razvijati. Sem tudi spet podobna stvar, zelo malo zapisal, zato ker naši predniki, se pravi, govorimo o Slovanih, teh staroslovanskih, preden je katoliška cerkev sem prišla, niso nič zapisovali, razen v les pa v kamen. In je spet tukaj ene malo stvari, tako, ampak vseeno obstaja to neko ustno izrečilo, ne. Naprimer, ampak ustno izrečilo se z leti tako spreminja, ne, ker rečemo sam kurent, ne, kolikor sem jaz prišel nazaj globoko, kolikor sem lahko šel, je v bistvu bil kurent čisto nekaj drugega, kolikor je zdaj. Ne. Ni bil to nek vesel lik, ki prinaša pomlad in zaključek zime, ampak to zdaj je zgodovina, kar sem jaz prebral. Ne. Zdaj verjetno se kdo ne bo strinjal z mano, ampak sem se tako odločil. Da v bistvu je kurent demon plodnosti. Ne. In so potem fantje se zamaskirali in so dobesedno posilili mlade ženske, ki niso imele pač partnerja še. Ne. In je bil to razplot. Ne. Tako da to lahko rečem, da ta naš kurent je bolj tak, bolj v tem smislu, ampak bo tudi čisto drugačen izgledal. No. Mislim, zaenkrat, zdaj, ko smo se s kosmografijo, ker smo se pogovarjali, ne bo to klasična maska ta, kakor imajo, lahko bolj zelo stilizirana. Malo bomo še izhajali iz teh drugih, ker to sem gledal, obstaja neka stvar, ki se reče Wild Men of Europe, ena internetna stran, kjer je en fotograf potoval po vseh deželah evropskih, ki mejijo slovanskimi deželami. In je te različne kurente oziroma pač te divje može. In to so tako nori kostumi. In to jih vsi imajo, tudi ne vem, Finci gor, ampak samo dežele,
ki so na meji Slovenije. Ja, ampak nedavno ravno je v kinu film Tajni agent, brazilski film, ki se dogaja glih v času pusta in je tam en lik, ki zgleda isto kot kurent, ampak je z one države Brazilije nek tradicionalen, pa je slamo narejeno, ampak zgleda tako, kako na hitro pogledaš, kaj zdaj kurent tu počne. Ja, vse to je to, ker v bistvu na koncu ljudje smo zelo podobni, smo si med sabo. Ne glede na kjerem kontinentu živiš, pa kjer barve kože si, na koncu v bistvu smo vsi krvavi pod kožo. In je to nek tak dosti podoben princip. Tako da ja, ta film bo tudi kar zelo gajno, mislim, zato ker je zelo fantazijski. To, kar si tudi sam prej rekel, da se v bistvu zelo veliko v fantazijski literaturi to začelo uporabljati, je klet tudi zelo fantazijski, pa v bistvu je narejen na princip nekega tega krimi thrillerja. Tukaj, to lahko rečem, da tukaj ne bo šlo čez pogled morilca, ampak čez pogled raziskovalcev. Ker rečemo, pri metodu nisem hotel tega. Mi šlo, se mi zdi tako, da sem preveč teh stvari videl, ker nekdo skozi nekaj raziskuje in se noben nikoli ne ukvarja s tem, zakaj to nastane, pa kako to nastane. Tle je pa drugačna zgodba, pa mogoče mičken bolj tudi komercialna nota, predvsem se pravi sploh zaradi te mitologije, ker se mi zdi, da je bilo dobro, da bi to izkoristili, da se malo zavedamo, kdo smo, pa da ne povzemamo skozi sam tujo kulturo, pa daleč tega, da bi nas kaj proti temu. Zelo rad imam različne kulture, ampak se mi zdi, da premalo se Slovenci ukvarjamo s svojo kulturo. Naprimer, tudi zanj sem se pogovarjal z enim kolegom, kako zdaj to harmoniko zlorabljajo in kako se v bistvu harmoniko v nič daje. To je neumnost, ne? Mislim, če smo iskreni, vsi partizani so svoje partizanske pesmi na harmoniko peli. In ne vem, zakaj bi mogla biti zdaj pa harmonika nacionalističen predznak. Mislim, to je absurd. Mislim, poleg tega, zdaj že kar star film, ampak nikoli ne pozabil, mislim, da je bil na Leafu Accordion Tribe, ki je tudi eden od teh harmonikašov, ki so različni harmonikaši iz Evrope in igrajo glasbo, ki pač ti možgani stali lahko na harmoniko in si prav tako, wow, daleč od tega, da bi lahko ta ali pa katerikoli inštrument dal, rekel, to pa je samo za to. Ja, mislim, to se mi zdi škoda, da v bistvu Slovenci svojo lastno kulturo preveč zaničujemo. In tudi, naprimer, tudi izdelke lastne kulture smo zelo pokroviteljski. Zdaj pač bo rekli, kva se ta gre, to nekaj posnel, to bo zikr brez veze, to pa nam gre, kaj po slovenski. Ampak zakaj? Mislim, če ne boš svoje lastne kulture gojil, mislim, drugi jo ne bo namesto tebe. To je resen problem postalo sploh pri literaturi, ker preko slovenska fantazijska literatura, dosti teh slovenskih avtorjev, ki so zdaj začeli v tem nekem novem valu, so dobili pač od bralcev, da se je v redu, samo je problem, ker je slovenščina, jaz navajen to literaturo brati v angleščini, tako da mi je čudno. To je problem ratov. To je ratov problem in to je pač problem tega, da nimamo dovolj to vrstne literature in tudi pri filmih, po mojem, nam še krepko manjka. Mislim, da pri nas edinsko gledališče je to, ki ima pač neko svojo publiko, pa nek svoj nivo, pa ki laufa, pa ki ga je primer pa tudi te ljudje, ki to hodijo, spoštujejo. Glasba, rekel, da zadnje čase se je začela končno malo bolj uveljavljati, pa da lahko rečeš, da je tudi po različnih žanrih, da v bistvu poslušamo svoje lastne bende, da ne rabijo biti to zdaj samo ameriški bendi in ne vem kakšni zvezdniki. Ampak film pa knjiga, pa televizija se mi zdi pa, da imata to zelo, zelo slab predznak. Ampak to jaz mislim, da zato, ker je toliko močen vpliv une druge. In seveda, če ti gledaš nek ne vem kakšen Marvelov film, ki ima ne vem koliko milijonov, milijard, ki to zgleda, ne vem kva, ne moreš ti tega primerjati pol z enim našim filmom, ki ne bo nikoli dosegel tega, ker pač ne moreš, nimaš unga stroja, da lahko to narediš, če ne drugega. In isto, naprimer, to našo serijo, da bi nekdo to primerjal z neko Netflix serijo, to je absurd. Pa ne pravim, da zaradi tega imamo mi lahko več stopenj, pa da si lahko prvošimo napake. Daleč od tega? Ne. Ampak ne moramo se pa po sliki, pa po tej neki bogatosti v sliki s tem primerjati, ker to je isto, kot bi, ne vem, primerjal
ne vem, ameriško vojsko in slovensko vojsko. Ja, ne gre, ne, mislim, tako je, žal pač. In film je sploh ena taka umetnost, ki potrebuje za doseganje nekih vizualnih učinkov ogromno denarja. Mislim, zelo redko rata nek tak preskok, ko je ravno preko Svetcim pričal menila Izlet, ki je film posnet za nič od necega zvode, ampak uspe povedati tisto, kako hitro pa greš, ne vem, pri Idili recimo, vem, da se takrat pogovarjali, je bil prav problem, da ni bilo prave kamere na voljo, da bi tiste scene, ki se dogajajo v temi, lahko posneli tako, da so prepričljivo v temi in potem je malo presvetlo. Vse skupaj še vedno razumeš, kaj je bistvo te scene in zakaj je glavna junakinja tam prestrašena, ampak ni pa čist isto. Ne? Vse to je bilo zdaj isto, ker včeraj sem se pogovarjal z direktorjem fotografije za naslednji film, pa sem jaz malo te svoje, kako bi neko kamero, pa ne vem, kaj pa rekel, pač ne moreš, anamorfne leče bomo mogli imeti in pač te anamorfne leče so, ne vem, 5000 evrov dražje na dan komplet, kot karune druge, ker jaz sem pač rekel, pa se bomo pač samo masko naredili, pa rekel, ni šans, ne bomo tega tako delali, ampak ja. In tukaj so pa te stvari in to pa sam nastaja in se zgublja stvari, mislim, vidi se to, sploh pa tudi konec koncev, ker sama tehnologija zdaj, ker v bistvu ljudi zasipajo s tem, ja, pa morate imeti 4K televizijo, pa ne vem kva, pa ne vem kakšnega hudiča. Ja, seveda pa, če nekdo gleda to na 4K, se to vse vidi, vsak piksel je neka napaka. Predvsem se pravi, tukaj je največji problem v tej tehnični podhranjenosti, ne tako vsebinski, se meni ne zdi. Da vsebinska bi lahko dostikrat peljala, ampak je pol ta tehnična ampak pri seriji pa je tehnično ni nikjer videti, da bi bili kakšni kompromisi. Ne, zato ker smo se ful trudili, pa res sem imel toliko več časa, jaz sem se res toliko časa s tem ukvarjal in sem pa tudi razmišljal, kako bomo to dramaturško, da narediš, da ti enih stvari ne pogrešaš. V bistvu sem razmišljal o tem, ampak to ne moreš vsakeč narediti. Tukaj sem si lahko to naredil, zato ker je bolj, ko greš ti globoko v njegovo psiho, boljše, da nič ni okoli. Ne moreš pa ti to zdaj pri vsaki stvari tako to uporabiti. In to je problem. Pa plus to, da se tudi Milo Srdić kot direktor fotografije je zelo dobro to naredil. Pa so seveda mogli tudi vsi ostali segmenti, se pravi pač maska in kostum in scenografija. Oni so imeli pač neko določeno barvno paleto, ki sem je pač določil, da hočem, da so. In potem je pač barvna kompozicija v sliki bolj hvaležna in jo lahko lažje zapakiraš v to, da zgleda tako malo bolj drago. No, se pa mislim tudi, ne vem, če sem že kdaj videl prav v slovenskem filmu Spopad v baru, tak pretep vse splošen, ki je drugače, ne vem, za western bil ful značilen, to je krasno izvedeno tukaj. Ja, sem imel pa profesionalnega koreografa, Ja, se vidi. Smo zelo to poenostavili, ker v bistvu je to plesalc naredil, ni bil ta fight koreografer, kot se temu reče, ampak je bil plesalc. In je bilo mičken, ker sem želel, da je to primitiven to. Jaz sem si v bistvu želel, da bi tam ful več stvari letel, da bi letel pepelniki, pa ne vem koga vse. Sam pač nisem imel denarja za to, zato ker ena steklenica je bila 45 evrov. Ja, zdaj pa za te naše, in to, da mislim, da se rekel, ne, sem pa računal, tako, ajde 6 steklenic, si lahko prvoščimo 2, 3 za v bar, pa 3 za tam, za k njemu dam, mislim, tako, srečeš, ajde, 3 tejki so in pol valjda smo iz prve posneli, se je ona flaša dobro razbila, zdaj malo še 2, da je razbi še to, mislim, tako gre pa to, ker v bistvu ta siromaštvo te pa prisil v to, da začneš veliko bolj razmišljati in bolj neke stvari bolj izkoristiš, ampak še zmeraj zabram, jaz bi rašel, da tam leteli ne vem kva vse po luftu. In je pol tako, in pa se seveda tukaj to pa tudi 2 kamere, ki pol malo naredita boljši v montaži in pol kamere je tako skozi laže. Ampak ja, jaz tudi sem pretepom kar zadovoljen.
ta prav barski pretep. Ja, prav ne spomnim se, da bi to kdaj v slovenskem filmu že videl, ker mislim, koreografija je problem, ne? Plus količina razbitih stvari, možnost, da pride do poškodbe pri toliko velikem številu ljudi, to se pač zelo eksponentno poveča. Ne? Ja, ne, se je bilo tudi določen, kdo se bo stepil, pa kdo ne, kdo bo ob steni stal, pa tako. To smo imeli seveda pač pred priprave vaje za to, pa to je naredil nam je to pol Branko Potečan. On tudi igra tega frenda oziroma prijatelja od Metoda, ki se tam pogovarja, on je pač tudi koreograf in plesač, no, in je tako ima izkušnje s tem, pa človek je tak zelo normalen, njim to, da je to lahko tako, bomo tako, pa tega bomo tja vrgli, pa njega prim, ima veliko izkušenj s tem, no, in je bilo to, ta prometno je zelo dobro usmeril. Tomaž Gorkič, hvala za pogovor, veliko uspeha s serijo in z naslednjim filmom. Nasvidenje.